Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Ja, prijazno pozdravljena, Elza. Pozdravljena. Ja, lepo. In kot nalašč, namreč v današnji pravljici bomo spoznali nikogar drugega kot Elzo in Ano iz Disneyjeve uspešnice Frozen Ledeno kraljestvo. Princesi bosta iskali reko skrivnosti. Prav zanima me, če jima bo uspelo najti reko, ki pozna vse odgovore v preteklosti. Tudi tebe zanima? Ja. Tudi. Zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Ledeno kraljestvo, Ana, Elza in reka skrivnosti. Nekega večera je mama Ani in Elzi prepevala uspavanko, ki je govorila o reki, ki pozna vse odgovore v preteklosti. Ana se je pretvarjala, da spi, Elzo pa je že premagal spanec. Ko je mama odšla, je Ana zbudila sestrico. Pridi, greva poiskat to belo reko. Pusti me, je odvrnila Elza. Hočem spati. Ampak jaz imam 1000 vprašanj, je rekla Ana, in bela reka pozna vse odgovore. Ali ne bi rada izvedela, zakaj znaš čarati? To je Elzo povsem zdramila. Greva, je rekla. Kmalu zatem sta se že odkradli iz gradu in se napotili proti gozdu. Kako bova našli belo reko? Je vprašala Ana. Napeti morava oči, je odvrnila Elza. Poglej, je vzkliknila Ana. Mislim, da jo vidim. Sestri sta stekli proti lesketavemu odsevu v daljavi. A bil je le potok. Kaj pa zdaj? Je vprašala Ana. Potoček lahko vodi do reke, je odvrnila Elza. Toda potoček jo je pripeljal le do ribnika. Če bova prisluhnili, bomo morda slišali belo reko, je rekla Elza. In Ana je že zaslišala zvok deroče reke. In stekli sta v smeri zvoka. A našli sta le osamljeno skalo, okoli katere je glasno zavijal veter. Ko bi le lahko zaduhali belo reko, je rekla Ana. Kako bi pa dišala? Jo je vprašala Elza. Po odgovorih, je odvrnila Ana. In po jelenih? To je pa že smešno, je zastokala Elza. Sestrici sta uporabili vid, sluh in voh, toda bele reke še vedno nista našli. A nista še obupali. Nič ne vidim, je rekla Ana. Poskusi gledati z druge strani, je rekla Elza. Ure so minevale. Ana in Elza pa sta postajali utrujeni. Raziskovali sta naprej. Elza je našla star ščit, ki se je bleščal v mesečini. Mislila sem, da sva blizu, je rekla Ana. In skoraj sta že obupali. Takrat pa je veter dvignil Ano od tal. Njegova moč je deklici povsem presenetila. In Ana je z višine nekaj zagledala. Veter je nato Ano nežno spustil na tla in sestrici sta stekli proti beli reki. A namesto reke sta zagledali zasneženo goro, ki se je lesketala v jutranji zarji. Skoraj je že jutro, je rekla Elza. Še vedno nismo našli bele reke, je odvrnila Ana. Kaj bova storili zdaj? Zaspali, je odgovorila Elza.
Sestrici sta se zavedli, da ležita v svoji udobni postelji. Zjutraj pa je Ana stresla Elzo in jo zbudila. Greva iskat Belo reko. Ana, to je samo uspavanka, je rekla Elza. Pa vendar ni bila prepričana, ali so bile res vse samo sanje. Zdaj pa še jaz nisem popolnoma prepričana, če so to bile res samo sanje, ali sta res uspeli najti reko skrivnosti. Kaj pa ti misliš? Ne vem, po moje pa res. Najbrž ste jo pa res našli. Zanimiva pravljica, ne? In tako tudi Elza in Ana, ki sta bili zelo vztrajni ter odločni, da poiščeta reko. Bravo, princesi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljicama Princeska na zrnu graha in Trnulčica, kjer boste prav tako spoznali dve princeski. Pozdravček prav vsem, lepo se imejte. Čau, čau! A ti tudi greš? Pa ne pozabi pozdraviti Ane v mojem imenu. Adijo!